Tako, dober večer želim, lepo pozdravljeni na predavanju v nizu dogodkov, ki jih pripravlja Znanost na cesti. Moje ime je Maja Ratej in tokrat smo se v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici podali v zelo zanimivo in obenem tudi aktualno temo oziroma področje. Podajamo se namreč na področje materialov. Ne zavedamo se, kako močno so materiali krojili človeško zgodovino, od stekla, gume, bakelita, pa če se bodamo še bolj nazaj, kamena doba, bakrena doba, bronasta doba in tako naprej. Okrog materialov je vse do danes zgrajena cela znanost. Raziskovalci snujejo rešitve, kako pripraviti materiale, ki bodo kos vroči plazmi v fuzijskih reaktorjih, kako z novimi tehnologijami natisniti na primer kolenski vsadek, obleči pametni jopič, sestaviti najlažje kolo na svetu in naš planet obkrožiti s hitrostjo 27.000 km/h. No, danes pa bomo spoznali še en zelo obetaven spekter raziskovanja materialov. Osrednji protagonisti bodo dvodimenzionalni materiali, ki so tako tanki, da jih s prostim očesom sploh ne moremo videti, in pa organski polprevodniki. Oziroma bolje rečeno, ugotovili bomo, kaj se zgodi, ko ti dvoji podajo roke. No, in prav s tem področjem se že vrsto let ukvarja redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, dr. Gvido Bratina, ki sodi med najprodornejše raziskovalce na področju raziskav elektronskih, optičnih in strukturnih lastnosti tankih organskih polprevodniških slojev in dvodimenzionalnih materialov. Med drugim je prejel Preglovo nagrado za izjemne dosežke, v zadnjih letih pa je veliko pozornosti posvetil transportu električnega naboja po organskih polprevodnikih in materialnih sistemih povezanih z grafenom. Skratka, če zelo poenostavim, potujemo v mini svet, ki pa ima, kot bomo slišali prosto po belih vranah, dr. Bratina, maksi lastnosti. Dober večer želim najprej. Dober večer, hvala za vabilo in ta. Kako bi držala tale moja metafora mini-maxi? Ja, mislim, da kar zelo, majhne dimenzije so tukaj pomembne in imajo pa močan učinek in kot bomo videli, pravzaprav smo priča v bistvu eni najbolj usodnih preobrazb človeške družbe ravno zaradi teh elektronskih materialov. No, nadejam se, da bomo danes slišali več o tem, me zelo zanima, ampak samo nekaj besed bi rada še o vas povedala. Maturirali ste na gimnaziji Veno Pilon v Ajdovščini, doktorirali na Ljubljanski univerzi, kot raziskovalec ste med drugim delovali v tržaškem sinhrotronu in pa na Univerzi Minnesota. Na Novogoriški univerzi pa delujete že skoraj od njenih začetkov. Doma pa ste v Lokavcu. Kje na tej poti, ki sem jo zdaj omenila, so vas srečali polprevodniki in pa dvodimenzionalni materiali, oziroma kdaj so vas tako fascinirali, da ste se odločili, da bo to vaše področje raziskovanja, da se temu posvečate kot raziskovalec? Ja, s polprevodniki sem se srečal takrat, ko sem kupil prvi računalnik Commodore 64. Takrat to sem bil najbližje mikroprocesorjem, in pol od takrat naprej je to šlo samo z roko v roki, zmeraj globlje, zmeraj bolj intimne podrobnosti polprevodnikov sem se z njimi srečeval. Ste bili tudi vi med tistimi, ki so do potankosti razstavili vse te stroje, da so odgotovili, kaj je znotraj? Ja, seveda. Pa ste znali potem sestaviti? Običajno je kakšen dijak ostal, ali pa kakšna zadeva, ampak pol smo šli naprej. No, sicer pa zdajle naše potovanje, če se ne motim, začenjamo v preteklosti, odhajamo v leto 1947, nekaj takega, torej, to sem pobrskala, je rojstno leto Arnolda Schwarzeneggerja, je pa to tudi leto, ko se je po drugi svetovni vojni svet zelo postavljal na noge, se je konsolidiral, za prelomnega pa se je izkazalo tudi zato, ker se je takrat nekaj pomembnega zgodilo v Bellovih laboratorijih, kaj ne? Ja, v Murray Hillu so takrat delovali John Bardeen, William Shockley in Walter Brattain in si prizadevali, da bi pojasnili neobičajno visoke ojačanja signalov v takrat edinem, oziroma takrat je bil še najbolj razširjen polprevodnik Germani. Izdelali so pravzaprav prvi tranzistor,
je tukaj prikazan na tej platnici te slavne knjige Physics of Semiconductor Devices. Tukaj imamo kos germanija, spodnji kontakt zlata ploščica in tukaj sta dva zlata kontakta, se pravi imamo 3 kontakte in med njimi pripeljemo različne napetosti in ugotovimo, da če na en par pritisnemo določeno napetost, se signal na drugem paru izjemno pojača, več 10-kratno ojačanje tega signala in tako so pol izdelali prvi tranzistor, in s tem pravzaprav začeli eno najbolj dramatičnih preobrazb človeške družbe. Danes si brez elektronike, brez polprevodnikov sploh ne moremo predstavljati ne dneve, ne ure. In temu je prav gotovo botroval izjemno hiter razvoj, ki je temu sledil na področju tranzistorske tehnologije. To je en tranzistor, mu rečemo točkovni tranzistor, ker sta ta dva kontakta zelo blizu skupaj in samo 2 točki, no potem so se razvili še druge oblike tranzistorjev. Tako da danes recimo tukaj slika silicijeve rezine, silicij spet polprevodnik, več o tem bo kasneje govora. Največje te rezine so zdaj premera 300 mm in na taki rezini zdaj lahko naredijo tam nekaj 100 čipov, odvisno pač od vrste čipa in vsak čip, če govorimo zdaj o najnovejši generaciji teh mikroprocesorjev, ki so v računalnikih, ki kupimo, vsak čip ima tam okrog 2 milijardi tranzistorjev. Ta tranzistor je bil velik, ta dimenzija 2,5 cm, tako da zdaj smo pa na nanometrski skali. Dejansko so tranzistorji res približujejo se velikosti atoma, ali kako? Ja, smo, če ne atoma, vsaj osnovne celice kristala. To smo zelo blizu, obstojajo določene napovedi, da ko bo dimenzija padla pod določeno mejo, se bo te zadeve začele pregrevati in ne bo več možno jih še zmanjševati, zato so pa zdaj prizadevanja na področju novih, zlasti dvodimenzionalnih materialov tako intenzivna. Kakšen učinek bi pa to recimo imelo recimo s kakšnimi kvantnimi pojavi na tako nizki, majhni stopni? Ja, tam tudi recimo, ko vi zmanjšate dimenzije posameznih elementov v kristalu, se že srečamo z kvantno-mehanskimi pojavi tuneliranja in nadzor nad lego lokacijo posameznih elektronov postane vprašljiv, pojavijo se te kvantno-mehanski šumi in tako naprej. Ja, to postane problem. Še to, da si razčistimo, marsikomu je ta pojem tranzistor tuj, oziroma si ga ne zna predstavljati, ampak živimo nekako obkroženi s tranzistorji. Ja, seveda, vsak je v bistvu še najbolj enostaven napravca, ki skrbi za to, da nam je zdaj tukaj prijetno toplo, vsebuje noter določeno logično vezje, ki temelji na tranzistorju. Kot bomo videli, tranzistor je v bistvu stikalo. Vasnjen je nič, vpežgan je 1. In ta binarni način zapisa je osnova za vsa logična vezja, ki potem izvajajo določene operacije, ki jih mi želimo. Zdaj, binarni zapis in zato je ta preobrazba oziroma ta iznajdba tega stikala bila tako usodna. In prav v prvem delu vašega predavanja nam boste malce podrobneje predstavili delovanje tranzistorja. Ja, malo bi si pogledali pravzaprav, zakaj so polprevodniki tako pomembni v tem kontekstu, zakaj je pravzaprav ključno je bilo, da so izbrali polprevodnik. Zdaj, da bi počasi poskušali razumeti, kaj to polprevodnik je, mogoče gremo na nekaj osnovnih pojmov, 3 prosojnice so tukaj. In če začnemo s samo definicijo kristala, v našem žargonu fizike trdne snovi je kristal tridimenzionalna mreža točk v prostoru, na katere na natančno določena mesta prilepimo atome. In lahko si mislimo, recimo, to je ena taka osnovna celica, je rečemo kristala silicija. Ta kocka ima stranico skoraj 0,6 nanometra in vidimo na vogalih so pripeti atomi. Atome najdemo tudi na
osnovnih ploskvah, ne, in še nekaj atomov je na telesnih diagonalah. In zdaj, če tako strukturo, ki je povezana seveda s kovalentnimi vezmi v trdno strukturo, če to reč ponavljamo po prostoru, dobimo kristal. Ne? In ta reč tukaj, ne, 300 mm wafer, mu rečemo 300 mm rezina, ni nič drugega kot ogromno število teh osnovnih celic postavljenih ena zraven druge. Ne? In to je pol kristal, zdaj znajo narediti take rezine, ki skoraj ni nobenih napak vmes, ne, tako skoraj idealna. In zdaj pol zanimivo je, ko imamo ta kristal, kaj se dogaja z elektroni v njemu. Ne. In zdaj z osnovno šolske kemije vemo, ne, proton, nevtron, jedro, okrog imamo porazdeljene elektrone in zdaj, če se vprašamo, kakšno energijo ima ta elektron v atomu, lahko natančno določimo v periodnem sistemu, ima toliko elektronskih voltov, tako energijo. Ne. Zelo diskretno so postavljeni te elektroni po energijski skali okrog atoma. Zdaj, izkaže se, ko jih začnemo atome riniti skupaj, ne, to je na tem grafu narisano, ne, energija, in tukaj, ko so atomi izolirani, imamo te energijske nivoje elektronov zelo natančno določene. Zdaj, ko se atomi bližajo drug drugemu, ne, se izkaže zaradi kvantno-mehanskih zakonitosti, da se ti natančno določeni energijski nivoji začnejo mazati v pasove. Ne. Se pravi, energija je razmazana znotraj energijske skale, ko pridejo atomi v razdalje, ki so medatomske, ne, smo rekli, 0,6 nanometrov. In to je pol ključnega pomena, to življenje elektronov v energijskem svetu v pasovih je ključnega pomena za določevanje transporta električnega naboja po snovi. Ne. Mi zdaj lahko ločimo snovi po tem, kako prevajajo električni tok. Torej, ali so prevodniki, izolatorji, natančno polprevodniki? Tako, natančno tako, ker ti pasovi, eni so zapolnjeni, v ene vsi elektroni grejo, ostali so pa prazni, ker ni več elektronov, recimo, če imamo silicij, jih je toliko, če imamo germanijo, pač je to določeno z valenco elementov, ki so v kristalu. Ne? In zdaj, če klasificiramo, kot ste rekli, materijale po možnosti transporta električnega naboja, vidimo, da v kovinah, ne, so ti zasedeni pasovi energijski tik ob tistih, ki so prosti. No? In pri sobni temperaturi elektroni, ki se nahajajo v zasedenih pasovih, z lahkoto preidejo v proste, in v prostih pasovih, tam, kjer ni ostalih elektronov, je omogočen transport. Se elektroni lahko širijo po kristalu in vsi vemo, ne, če damo bakreno žico med dva pola baterije, takoj bo stekel tok, bomo spraznili baterijo. Ne. Na drugi strani imamo izolator. Ne. Izolator je steklo, silicijev dioksid, keramike. Ne. Izolator ne prevaja električnega toka, to vemo. Ne. Se pravi, in kaj se dogaja v izolatorju, imamo te zasedene pasove in od njih ločene prevodne pase. In ta ločitev, ta energijska šparanja, rečemo, ne, ta razdalja med vrhom zasedenih stanj in dnom prevodnih stanj je tako velika, da ne moremo dovesti dovolj energije, ne da bi poškodovali kristalno strukturo. Ne, govorimo, recimo, če bi hoteli to s segrevanjem, bi to bilo več 100.000 stopinj, če bi bilo z napetostjo, bi to bili kilovolti in tako naprej. Skratka, poškodujemo kristalno strukturo, predno jih spravimo elektrone v gibanje. No, v sredini med tema dvema skrajnima pojavoma pa so polprevodniki. Ni prevodnik, ni izolator, je polprevodnik. Kaj je pri polprevodniku pomembno? To, da je ta energijska špranja med zasedenimi stani in prostimi stani taka, da je dosegljiva z normalnih pogojih, sobni temperaturi in tako naprej, v atmosferskem tlaku, že z zelo pohlevnimi vrednostmi napetosti. 1 volt, 2 volta, dovedem na moj polprevodnik, spravim elektrone v ta stanja, ki so primerna za transport in tok steče. Ne? In lahko si mislimo, ne, da je pri tranzistorju to v resnici igralo ključno vlogo. Ne. Tukaj je zdaj ena shema tranzistorja, ne taka, kot so jo
trije znanstveniki v Bell Labu naredili, ampak dosti jih je se uporablja, to je ena vrsta tranzistorja, učinek polja. Tukaj imamo tranzistor, polprevodniški material, tukaj je en dielektrik, spodaj je en kontakt in pol imamo dva kontakta na vrhu polprevodnika. Ko je napetost na spodnjem kontaktu dovolj velika, se pravi taka, da elektroni lahko preidejo tisto energijsko špranjo, jih lahko spravimo v polprevodnik, se naberejo tukaj in so pripravljeni za transport. Takrat priključimo napetost med levi in desni kontakt in tok steče. In če narišemo tukaj graf toka med tema dvema stikoma, levi in desni, na vrhu polprevodnika, v odvisnosti od napetosti na spodnjem, bomo ugotovili, da najprej ni nobenega toka, ko pa doseže napetost na spodnjem kontaktu vrednosti, ki so večje od energijske špranje, tok začne teči in to začne teči zelo močno. In če pogledamo ta graf, vidimo, tukaj ni nobenega toka in tok se hitro povzpne. In to je v bistvu stikalo. Imam napetost, ki je manjše od določene vrednosti, ni toka, ko vklopim napetost take vrednosti, kot je potrebna, tok zelo steče in imam enko. To ste nam zdaj razložili res osnovo, da dejansko razumemo, kaj to tranzistor je, kakšno vlogo imajo polprevodniki v tem. To je stvar, ki so jo že poznali v Bellovih laboratorijih, takrat, ko ste rekli leta 1947. Do tega so se dokopali. To so že vedeli, takrat. To je bilo pomembno. Niso šli delati tranzistorja na kosu bakra, to so pa že poznali. Polprevodniki so pravzaprav poznali že pred drugo svetovno vojno obstoj tega pojava. In kako je šel razvoj s polprevodniki naprej, ki jih lahko danes najdemo? Tudi vem, da o tem boste v nadaljevanju več povedali. Zdaj, polprevodnike, kot rečeno, bistvo uporabe, pravzaprav področja uporabe so zelo raznolika. Ko smo govorili, tranzistor je ena in nam priskrbi vso potrebno mašinerijo za ta logična opravila, se pravi računanje ogromnih števil, nadzor nad posameznimi napravami in tako naprej. Drugo področje je recimo področje svetlobnih virov, laserji, svetleče diode. Na drugi strani optičnih detektorjev, sončnih celic, zaznamo svetlobo in posledica svetlobe je električni tok, ki ga lahko merimo. Tako da ta področja pol so razni senzori, zdaj recimo znajo narediti senzorje za tlak, zelo občutljive, znajo zjedkati silicijevo membrano na debelino 100 nanometrov recimo in meriti, kako se upornost te membrane spremeni, če se spremeni zunanji tlak recimo, pa krvni tlak. Lahko jih uporabljamo kot kemijske senzorje, na površino polprevodnika dodamo receptorji, ki spremenijo prevodnost. Tako da naše življenje brez polprevodnika v ta trenutek bi bilo zelo, zelo mizerno. Kaj nadaljujte? To je bilo pravzaprav za uvod, za razumevanje, kaj polprevodniki so, zaradi tega, ker o tem bo zdaj naprej govora. S tem se pri nas ukvarjamo v našem laboratoriju fiziko organskih snovi na Univerzi v Novi Gorici in tukaj bomo zdaj slišali 3 zgodbe. Glavni nastopajoči so najprej organski polprevodniki. Se pravi, to, kar smo zdaj videli na primeru silicija, se pravi, zasedeni pasovi, prosti pasovi, energijska špranja, to so približno pred 25 leti, 30 leti začeli ljudje intenzivno raziskovati tudi v organskih materialih. Se pravi, če so bili osnovni gradniki, smo videli osnovna celica pri siliciju, in tam so bili pripeti tej silicijevi atomi. Pri organskih polprevodnikih imamo kot osnovne gradnike molekule, organske molekule. Tukaj sem narisal 3, s katerimi smo se pri nas v laboratoriju intenzivno ukvarjali in se še pravzaprav. Najbolj enostavna in tudi najbolj raziskana je tako imenovani pentasem. Vidimo 5 teh aromatskih obročev, temne kroglice so ogljikovi atomi, svetle so vodikovi atomi in
te molekule potem lahko so pripete na te osnovne celice in tvorijo pol kristalno strukturo. Ne. Malo bolj zapletena je ta rubren, ne, imamo že tridimenzionalne, te aromatske obroči so drugače postavljeni, namreč organski kemiki, ki se ukvarjajo s sintezo, lahko z njihovimi postopki sintetizirajo ogromno število različnih molekul, ki imajo zelo različne lastnosti, kar se tiče transporta električne ali optičnih lastnosti. Ne. Zato je teh molekul, tudi to je ena od privlačnih stvari. Jih lahko izdelajo po naročilu? Tako, recimo, ja, recimo vi greste k organskemu kemiku v spodnjem nadstropju in rečete, jaz bi pa rad zdaj en polprevodnik, ki bi imel energijsko špranje 1,2 elektronskega volta, zato ker rabim detektor za to svetlobo. Ne. In molekula je na mizi. Ne. In pol seveda morate to molekulo spraviti v obliko tankega sloja, da naredite da vaš detektor ali tranzistor, karkoli. In to je spet druga privlačnost organskih polprevodnikov, je, da ker so te molekule med sabo relativno šibko vezane, ne, v primerjavi s silicijem, ki ima te močne kovalentne vezi, tukaj so te vezi najšibkejše v naravi, van der Waalsove sile, se jih da nanesti tudi na gibke podloge, ne, ker se molekule med sabo niso močno vezane, pa se lahko prilagodijo. In od tukaj potem ta ideja nekih gibljivih upognjenih zaslonov in to. Ja, v bistvu res, ne, se pravi, če so te molekule take, kot so, šibko vezane, jih lahko spravimo eno suspenzijo v tekočo fazo in jih pol nanašamo, ne, recimo s tiskanjem, ne, lahko tiskamo, uporabljamo za izdelavo organskih sončnih celic. Pred leti so kupili eno staro tovarno od Kodaka, kjer so delali filme za te fotografske filme in tistim so pol tiskali organske sončne celice. Ne. Zdaj, za okolje manj škodljiva tehnologija, ne, spravi, če govorimo o silicijevi tehnologiji, tam fluorovodikova kislina, HCl, žveplena kislina, peroksid, to so hektolitri, ne, ki morajo najprej to porabiti in pol se morajo tega tudi znebiti. Pri tehnologiji organskih polprevodnikov je to malo bolj pohlevno. Seveda so agresivna topila zraven, ne, ampak še zmeraj rahlo manj okolju nevarno. Ne. Tako da danes imamo kar nekaj naprav, ki jih lahko kupimo, ne. Razne televizijski aparati, ne, OLED, zasloni. In v čem so recimo ti OLED zasloni boljši od prejšnjih generacij LCD in tako naprej? Torej, prednosti so povezane z načinom nanašanja, ne, nimate več tega diskretnega jedkanja, kot smo ga imeli prej, ampak se to nanaša na polimer in je v bistvu generacija svetlobe omejena na prekrivanje posameznih molekul, kar ima določene prednosti, kar se sevanja navzven in tako fokusiranja tiče. Ne. Seveda prednost je tanki so, ne, manj materijala se porabi. Kako pa je z barvo? Ker včasih se je reklo, da so pri prejšnjih materialih, da je ta svetlost ali svetlina padala, da so se barve različno izražale s časom. Kako pa je tu z obstojnostjo barv? Življenjska doba organskih naprav je praviloma krajša kot življenjska doba silicijevih. Zelo so občutljive na ultravijolične žarke, te vezi van der Waalsove absorbirajo močno v ultravijoličnem spektru in tako da sami vemo, polietilenska folija, vrečka hitro razpadajo na soncu, ne, materiali so zelo podobni. Sončne celice, ne, ampak zdaj recimo prav sončne celice, ne, so v 10 letih so doživele podvojitev izkoristka in se približujejo silicijevim. In pol pravijo, ja, življenjsko dobo, krajšo bomo pa kompenzirali s cenejšo proizvodnjo in bomo delali cele role in z njimi oblekli hiše in strehe in tako naprej. Ne. Tako da to je.
Kako pa je potem z dolgoročno recimo rabo oziroma recikliranjem tovrstnih materialov, ne? Kajti to se pri sončnih celicah pogosto odpira, premalo mislimo na to njihovo življenjsko, kaj se dogaja z njimi po izteku te njihove aktivne dobe. Zdaj, jaz nisem ta prav človek za to, ampak si predstavljam, da organsko sončno celico je tako enostavno reciklirati kot eno polivinilasto vrečko, mogoče rahlo manj zapleteno, ne. Medtem ko zdrobiti silicijevo rezino in to vse prečistiti, in to je pa nočna mora okoljskih inženirjev, si predstavljam. Tako da z tega vidika dejansko so obetavnejši, ne? Ja. Zdaj, videli smo, ne, na tej sliki, da v glavnem se pogovarjamo o virih svetlobe organskih ali pa detektorjih svetlobe, ne. In je razlog, zakaj se to dogaja, namreč transport naboja po teh strukturah, transport električnih elektronov je zelo slab v primerjavi s silicijem. S tem govorimo o hitrih elektronih. Tukaj so elektroni bistveno manj gibljivi. In razlog je v tem, da so te materiali, ko jih spravimo v tanke sloje, v obliko tankih slojev, zelo neurejeni. Ker so molekule med sabo tako šibko vezane, se dostikrat raje primejo podloge, kot tvorijo kristal. Ne? In te površine, na katere nanašamo organske sloje, so polne teh, rečemo, so polikristalinične, domene kristalne in vmes so napake. In to vse povzroči, da je transport naboja neučinkovit. Glavni razlog je seveda, da so molekule bistveno bolj razmaknjene kot atomi in je način transporta poskakovanje, ampak ne bi šli v te podrobnosti. Skratka, hitrega tranzistorja, kot ga rabimo za en polprevodniški, za en čip, ne moramo narediti s temi rečmi. Ne? No in tukaj potem v igro pride drug material, ki ga boste danes tudi opisali, to pa je grafen, oziroma dvodimenzionalni. Tako. Zdaj, preden se podamo k dvodimenzionalnemu, bi vas samo v bistvu zanima, kako sploh si lahko razlagamo in predstavljamo dvodimenzionalni material v nekem 3D svetu. Mi smo bitja tridimenzionalnega sveta, kako si ga lahko lažje predstavljamo in približamo? Ja, mislim, da tukaj ni težav, zaradi tega, ker še zmeraj mi znamo zmeriti debelino atoma, ne, precej natančno. Tako da in o tej debelini ne govorimo o matematični abstrakciji, ne, ravnina in spodaj je, zgoraj je spodaj, vmes je ravnina, ki je neskončno taka. To ni, ne, to je debelina tega je en atom, ne. Tako kot, ne, recimo grafen. Grafen je ena od pojavnih oblik ogljika, ne? Ogljik je verjetno najbolj razširjen element, oziroma eden najbolj razširjenih na Zemlji. In nastopa seveda v obliki diamanta, ne? To je enaka struktura, polna enaka struktura kot silicij, samo namesto silicija imamo diamantne atome, in ki so vezani s temi strahovito močnimi kovalentnimi vezmi. Zato je ta diamant tako težko prelomiti, ne, in se lepo brusi, in posledica tega so te lepe atomsko ravne ravnine, ploske, ki si jih pol imamo, radi vidimo na diamante. Kar težko si je predstavljati, da imate v bistvu nekaj skupnega, ne, ta krošljiva konica svinčnika in pa zelo, zelo najtrdša snov v naravi diamant. Ne? V bistvu imata vse, manj skoraj ne bi mogla imeti skupnega, ne, ker grafit, ne, ta grafiten svinčnik, nič drugega kot množica ravnin, atomov ogljika, ki so vezani v šesterokotne strukture. In te vezi, ki te atome držijo v šesterokotnike, so v bistvu enake kot te. Enake, kovalentne, zelo močne vezi. Seveda, vezi med posameznimi ravninami so pa spet van der Waals, so šibke vezi. In zato lahko svinčnikom pišemo, ko pritisnemo in se te vezi trgajo in ostajajo lističi grafita na papirju, ne. In seveda, če smo sposobni en tak listič, eno tako ravnino izolirati, odstraniti z grafita, smo dobili grafen.
In to je čisto praktično izvedljivo, ne? Vidim, da imate tam neke pripomočke, Ja, ne? to mi je Vadim Selčuk, naš doktor mladi, pripravil, ne. Se pravi, sicer mi s svinčnikom ne boste daleč prišli, morate kupiti te pirolitski, ne vem, iz tega ne moramo odlepiti, ampak tukaj je kos grafita, ne, taka ploščica, če se vidi. Pirolitski grafit in pol vzamete lepilni trak, ne, čakajte, tako, ne, vzamete lepilni trak, ja, in vzamete, odlepite nekaj ravnin dol, ne, in pol te ravnine se pol nalepijo tako na ta lepilni trak in to pol ponavljate še neparkrat in pol vzamete kos silicija, ne. Na tem siliciju je 300 nanometrov ogljikovega dioksida, bom povedal zakaj kasneje, in pol to položite gor, ne, to je, spravi. Zdaj imamo grafitne sloje na lepilnem traku, to položimo na CO2, odlepimo, ne, in tukaj imam grafen. Lahko vam samo verjamemo, ne, ker je neviden. Ne, v bistvu to dobite, ne, to je slika, ki jo je Vadim naredil z optičnim mikroskopom, vidimo otočke, ki so, te otoki, eni so svetlejši, eni so bolj rožnati, tisti, ki so svetlejši, se več svetlobe odbije v objektiv, se pravi, so debelejši, ne, nekaj jih je pa takih zelo rožnatih, ne, zelo takih, in te so zelo tanki, ne. In seveda, če malo je sreče, ne, ampak naši mladi sodelavci so postali zelo spretni in tako, da zdaj dobimo, to je slika 138 mikrometrov krat 170 mikrometrov velika ploščica, en atom debela, ne. Zakaj jo vidimo? Zaradi tega, ker se svetloba odbije od, se pravi, imamo silicij, silicijev dioksid in grafen. Svetloba se odbije z silicija in gre skozi grafen, tam, kjer gre skozi grafen, je optična pot rahlo daljša in od tukaj pol je ta kontrast, ne. Ja, tako da, še dve besedi o grafenu. Fantastičen material, kar se mehanskih lastnosti tiče, ne. V primerjavi z jeklom, bistveno bolj močen, natezna trdnost bistveno večja. Gibljivost elektronov, ne, to je ena pač številka, ampak je nepredstavljiva, ne, 200 000. Tudi v primerjavi s silicijem, ne. Tako da nam mogoče lahko to ilustrirate malce bolj, recimo, kaj to pomeni 130 gigapaskalov? Ja, zdaj imate kos jekla, ne, na tako membrano jekleno in gor bi dali, ne vem, en kilogram ali kaj, ne. Bistveno večjo obremenitev bi lahko dali na en atom debel folijo grafena. Ki se ne bi pretrgala ob tej obremenitvi. Ja. Kaj pa potem ta 200 000 kvadratnih centimetrov? Ja, to je zdaj, tako bomo rekli, to je zdaj pač mera, s katero mi merimo, kako učinkovit je določen material za transport električnega naboja. Recimo silicij ima tam 50-70 tisoč, kaj takega, ne. To ima 200 000, organski polprevodniki imajo 1, ne. Tako da eno tako občutek imamo, ne. Tako da to je v resnici najbolj učinkovitih materialov, kar se transporta električnega naboja tiče, ne. In to je bilo kar presenetljivo odkritje, ne? Ja, Gajem in Novoselov sta, v bistvu si predstavljate, ne, to naredite, ne, se malo igrate in dobite Nobelovo. Da, in to samo nekaj let po odkritju, a ne? In to 6 let po odkritju. Leta 2004 so objavili ta članek v Science, ne. In 2010 je bila pa potem Nobelova nagrada, ne.
Med drugim sem delala intervju z Gajmom, sem ga srečala leta 2016 v Manchesteru in takrat sem posnela en intervju in mi je povedal, da v bistvu je kar pričakoval to Nobelovo nagrado, ampak še ne takrat. Predstavljal si je, da bo zelo sivolas starec tam v 80-ih, 90-ih letih, ko bo to dobil, ne tako hitro. Ne? Ja, zadeva je zanimiva tudi z teoretskega stališča, namreč slavni teoretiki, kot je Lev Landau, so napovedali in zapisali v člankih in v svojih učbenikih celo, da obstoj dvodimenzionalnih materialov v naravi ni mogoče zaradi energetskih neskladnosti. Ne. Tako da to je bilo v resnici presenečenje tudi z tega področja. Je pa Gajem Rus, rojen nemškim staršem, nekako je bil nezaželen v Rusiji in se je potem pač odpravil po Evropi in pristal v Veliki Britaniji, ne, ki je potem dobro profitirala od tega, da ima tega znanstvenika tam. In je v bistvu edini znanstvenik, vsaj kot jaz vem, ki je dobil Nobelovo nagrado in Ig Nobelovo nagrado. Ne. Ig Nobelovo nagrado je pa dobil za smešen poskus z lebdečo žabo v magnetnem polju. Samo to povem, potem pa vam vrnem besedo. Če preberete, ko najdete ta njegov članek, je zanimiv, ker je kot svojega soavtorja dodal tudi svojega hrčka. Hamster Tisha je kot soavtor te raziskave uradno objavljene, ne, ker je tudi sodeloval Revež pri lebdenju v magnetnem polju, ampak mu to ni bilo všeč, tako da je potem zasluge dobila žaba. Ki je mirovala. Zdaj pa nazaj grafenu. Ja, samo malo. Ja, spravi, zdaj smo tukaj. No, navdušenje se pravi je bilo precejšnje, ne, ko so izolirali en sloj grafena in seveda glede na tisto velikansko številko gibljivosti so takoj vsi pomislili, da bomo lahko naredili fantastično hitre tranzistorje iz tega. Ne. No, izkaže se, da je to nemogoče iz malo bolj subtilnega razloga, namreč pogledamo, spet se vrnemo k tej pasovni strukturi, v kateri živijo elektroni v trdni snovi. Ne. Tam pri siliciju smo videli, imamo to energijsko špranjo, ki nam omogoča, da tranzistor vključimo ali pa izključimo. No, pri grafenu se pa izkaže, da se prevodni pas, spravi ta pas, ki je na voljo za transport in je prazen, in valenčni pas, v določenih točkah v osnovni celici, K in K črtica, se stikata. Ne. Se pravi, to pomeni, da če naredimo tranzistor z grafena, ne, in poskušamo zmeriti tok med tema dvema kontaktoma v odvisnosti od napetosti na spodnjem kontaktu, ugotovimo, da se ta tranzistor nikoli ne izključi. Tudi ko je napetost nič na spodnjem kontaktu, še zmeraj lahko izmerimo, ne, vidimo tukaj je tok, mikroamperi, ne, približno 35 mikroamperov teče, še zmeraj tudi, ko je tranzistor izključen. Ne. Tako da ta za tranzistorja ne moramo narediti in zato smo se mi začeli spraševati, kaj pa, če bi mi te naše izkušnje z organskih polprevodnikov, ki so polprevodniki, imajo energijsko špranjo, vendar je transportna boja po njih zelo počasen, združili s to rečjo, ki je zelo hiter. In to je bila dokaj unikatna ideja, ali ste si med redkimi na svetu ukvarjali s to mislijo in potem nekako formirali eksperimente v to smer? Ja, v bistvu smo bili kar med prvimi, ki smo se tega lotili, ne. Skupaj s povezavo, pa smo se povezali z Univerzo v Strasbourgu in z laboratorijem CNR v Bologni in naredili to tako mešanco. Ne? Torej, zdaj nam boste po nadaljevanju predavanja predstavili nekaj tovrstnih zamisli, kako kombinirati oboje. Ne? Ja, te dve v bistvu so tri zgodbe. Ne? Spravi imamo matriko organskih polprevodnikov, po katerih se elektroni plazijo bolj ali manj počasi, zaradi teh vseh napak silnih. No, in pol smo rekli, kaj pa, če dodamo noter manjše kose grafena. In bi pol ta grafen, tukaj je te črne zadeve, ne bi bile grafen in pol bi ti elektroni lahko potovali po tej hitri avtocesti sestavljeni iz
iz grafena. Ne. Zdaj, mi seveda to smo znali narediti, te velike plahte, ne, 170 mikronske, manjših pa ne, zato smo se pol povezali z profesorjem Samorijem in doktorjem Palermom. V Bologni so pa znali to narediti, namreč grafen vi lahko naredite tudi tako, da z interkalacijo vode, ne, spravi posebni postopki, spravite vodne molekule med plasti grafita in pol to razpade na enoslojne grafine. Seveda te koščki grafena so potem tam 100 nanometrov, v najboljšem primeru veliki. Ne. Ravno prav, da lahko naredite suspenzijo in nanesete mešanco med organskim polprevodnikom, ne, ta je naš PDI-8, taka velika molekula, 2 nanometrska, in grafenom in pol to nanesete in naredite tranzistor, tako kot smo ga prej videli. In zmerite kovno-napetostne karakteristike, vidimo, da je čist sloj tega organskega polprevodnika, se obnaša tako, kot bi pričakovali, ne, žal, gibljivost, ne, ta številka slavna, ki nam meri, koliko hitro se elektroni prenašajo po materialu, 1×10⁻⁴, ne, zelo slabo. No, ko smo pa to matriko organskega polprevodnika prestrelili z grafenom, ne, smo pa še zmeraj dobili ne sicer tako odlično stikalo, ampak je bilo kar spodobno stikalo, ne, se pravi razlika med tokom, ko je tranzistor ugasnen in prižgan, je bila znatna, ne, ampak gibljivost je bila pa nekaj redov velikosti večja. Ne, se pravi, ta metoda, pokazali smo, da bi se s temi rečmi to dalo izboljšati in ne sicer narediti hitrega tranzistorja, ne, ampak lahko bi pa na ta način naredili en fotodetektor in hkrati poleg njega eno tranzistorsko logiko, ki bi obdelovala ta signal, kjer ne rabite velikih hitrosti. Ne. To bi bilo kot aplikacija kje? Recimo, ne, imate fotodetektor, ki meri prisotnost svetlobe, ne, ki običajno deluje tako, da imate detektor, ki meri prisotnost svetlobe in pol peljete to napetost na eno logično vezje, ki je narejeno iz silicija, ne, in pol reče, svetloba je, svetlobe ni ali pa kaj podobne. Ne. No, s tem bi pa v principu lahko naredili vso to tudi logično vezje, ki sledi temu detektorju z organskimi materiali, ne? Na ta način. Ne? To je bila ena od idej. Druga ideja je bila ta, da smo vzeli en kos grafena, samo grafen, ne? In na grafen pol nanesli organski polprevodnik. In si predstavljali, da bi te hitre elektrone, ki potujejo po grafenu, čutili prisotnost organskih molekul in se začeli obnašati kot v polprevodniku. Ne? In v resnici to smo pol tudi naredili. Vadim Tkačuk je naš doktorsko disertacijo na tem področju delal in spet vzel to molekulo PDI-8. Tukaj je narisana tudi v 3 dimenzijah, to so taki kristali, ki se tvorijo, ne? In nanesel to mešanco, se pravi raztopino PDI-8 na sloj grafena. Ne? Kar smo videli je taka morfologija, te otoki, ne? To je površina, ki smo jo posneli z mikroskopom na atomsko silo, samo med klic, ne? Gre za eno iglo, katere krivinski rad je tukaj 20 nanometrov in z njo drsimo po površini, ne? In merimo odmike, ko pride do molekul. Na ta način, to je zelo občutljiv gramofon, ne? Recimo na ta način lahko zaznamo posamezne molekule na površini, ker je ta zadeva zelo občutljiva. No, ko smo povečali količino materijala, organskega polprevodnika na površini, smo dobili en tak lep homogen sloj z nekaj luknjami in ko smo zmerili globino teh lukenj, smo videli, da je to 0,6 nanometra globoko. No? In še z večjim prekritjem se je ta globina lukenj povečala na 1,75. In na ta način smo lahko ugotovili scenarij, kako se ta organski polprevodnik nanese na grafenu. Ne. Prvi sloj molekul, ki je 0,6 nanometrov debel,
so molekule, ki ležijo ravno, ne, tako plosko. Ostali, se pravi, naslednji sloj so molekule, se pravi 2 nanometra. In zakaj se tako razporedijo? Zaradi energetskih stanj. Vsaka molekula ima eno dipolno polje in grafen, površinska energija grafena se lažje kompenzira, če se molekula uleže plosko nanj, ostala pa nove molekule pa vidijo že molekule PDI 8 in se postavijo v njihovo, kako bi rekel, naravno energetsko lego. Ne? In kakšne lastnosti je razvila tovrstna kombinacija potem? Ja, tukaj so pol, seveda, to smo morali še narediti z litografijo kontakte, ne? To je samo kot ilustracija, kako se to naredi. To so zlati kontakti, ločeni približno z 2 mikrometra in to so kosi grafena, ne? Prekrita z tem materialom. No, in kar smo mi videli je, da če nanesemo ta polprevodnik na površino, se ta tok v tranzistorju, ki je zaradi grafena, smo rekli, znaten, ne, se bistveno zniža. Ne, se pravi, smo se približali režimu, kjer bi v principu lahko naredili tranzistor, ki bi se ga dalo zapreti, ne, ki bi deloval kot stikalo. Ne. Ja, in pol zadnja zgodba s temi igralci je pa povezana z kvantno mehaniko. Gre za tunelski efekt, ne. Si predstavljam, če imamo zid in van vržemo žogo, ne, se bo od zida žoga odbila, in če pa te dimenzije zmanjšamo na kvantno-mehanske razmere, ne, se pravi, da smo znotraj osnovne ali pa nekaj osnovnih celic v kristalu in namesto žoge vzamemo elektron, se izkaže, da zaradi kvantno-mehanskih zakonitosti obstaja znatna verjetnost, da se bo ta elektron preselil preko te kvantne jame, rečemo, na drugo stran. Ne. In z odkritjem teh dvodimenzionalnih materialov so ljudje začeli intenzivno izvajati eksperimente, ki so potrjevali ravno to. Ne, se pravi, vzamemo 2 sloja grafena, grafen, vmes damo nov dvodimenzionalni material, zdaj jih je že cela množica, molibdenov disulfid, wolfram disulfid in tako naprej, najslavnejši izolator je bor nitrit. Ne. In če daste tukaj vmes 10-15 nanometrov debel bor nitrit, ne, dobite tako strukturo, ne, se pravi 2 grafena in vmes ena taka prepovedana plast. In pol, če zmerite tok, in to Vadim tudi naredil v našem laboratoriju in ostalih se dalo to pokazali, se da zmeriti tok elektronov, ki gre skozi, ki je edino zaradi tega kvantno-mehanskega učinka. No, mi smo šli korak naprej in smo rekli, kaj pa, če bi namesto teh dvodimenzionalnih vmesnih materialov dali organski polprevodnik, ker to znamo narediti, ne? Kaj se bo zgodilo. In seveda, to je lažje narisati na list papirja, kot narediti. Pol Vadim preživel kar nekaj noči v laboratoriju, da je sestavil to zelo komplicirano napravo okrog enega optičnega mikroskopa s primerno dobrim objektivom, z dovolj dolgo goriščno razdaljo in 2 manipulatorjemi, ki omogočata premikanje vzorcev sem in tja. In zakaj je ta naprava zahtevna in natančna in tako prefinjena? Se pravi, kar mi moramo narediti, ne, je vzeti en grafen, nekaj narediti na njegovi površini in vzeti drug grafen in ga postaviti gor. Ne. Se pravi, govorimo o dimenzijah 100 mikrometrov in ene atomske debelo. Ne. To je dimenzijski razred, o katerem se pogovarjamo. Zelo poseben sendvič. Ja, zelo poseben sendvič, ja, majhen predvsem. Ne. Tako da pol, kako to naredimo, ne, vidimo, na tem manipulatorju imamo tukaj mikroskopsko stekelce in na mikroskopsko stekelce najprej nanesemo en polimer, PDMS, in ta polimer ima značilnost, da se zelo hitro prime grafena. In zdaj s tom mikroskopskim stekelcem gremo na nekam, kjer je grafen, ne, na tem našem waferju, grafen,
gremo z mikroskopskim stekelcem, ki ima tisti polimer gor, primemo in imamo zdaj grafen na tem mikroskopskem stekelcu. Zdaj pa, ker imamo tukaj manipulator, lahko to damo kamor hočemo. Ne? In zdaj drug grafen imamo že tukaj in lahko pa vložimo. Seveda moramo zdaj vmes dati še organski polprevodnik. To je bil drugi del zelo komplicirane zgodbe in bilo je potrebno narediti posebno masko, s katero smo pol zaščitili kontakte, Vadim je to naparil organski polprevodnik in šele potem smo lahko položili ta vrhnji sloj grafena. In na ta način smo dobili tako strukturo. Ne? Se pravi, grafen, te naše molekule, ki se tako čudno urejajo, in gornji sloj grafena. Ki pade kot svila. Ja, grafen je zanimiv, kot svileno ruto vržemo na mizo in se tako lepo objame vse predmete na površini. Ne? In tu je spet slika z mikroskopom na atomsko silo tistih otokov in te otoki v resnici izgledajo širši, zaradi tega, ker se pač ta svila ne objame prav tako, kot je tukaj narisana, ne? Ampak gre malo čez. Ne? Pa seveda je bilo treba narediti še kontakte, drug problem, ne? Z lasersko litografijo, tukaj je schematsko pokazano, ne? En grafenski listič, drug grafenski listič in kontakt in tako naprej. In potem smo dobili eno tako strukturo. Se pravi, gornji sloj grafena, spodnji sloj grafena, vmes organski polprevodnik in vsi kontakti, ki so potrebni za to, da merimo tok v navpični smeri. In kako se je izkazalo? Ja, izkazalo se je izjemno zanimivo. Tukaj je tok v odvisnosti od napetosti med spodnjim in zgornjim slojem grafena in tam, kjer bi pričakovali, da se bo obnašal nekako tako, ne, smo dobili pri določenih napetostih smo dobili maksimume. To sta dva grafa, en je za pozitivno napetost, en je za negativno napetost, ne, vidimo vsi ti maksimumi. Ne bi šel zdaj v podrobnosti, ampak recimo, da zadošča, če rečem, da so ti maksimumi posledica poravnave dveh energijskih pasovnih struktur v grafenu in energijskih nivojev znotraj energijske špranje v organskem polprevodniku. Z napetostmi na dveh slojih mi v bistvu premikamo te strukture gor dol in vzpostavljamo določene pogoje za transport. Tam, kjer se tok poveča, ne, očitno imamo opravka z več stanji, ki so na voljo za transport skozi ta slov. Naredili smo ene vrste spektrometer pravzaprav za stanje v organskem polprevodniku. Tako, to je pol zaključek zadnje zgodbe, ki pa sledi seveda ena velika zahvala sodelavcem. Egon Pavlica, vodja laboratorija, dr. Vadim Tkačuk, ki je naredil večino tega, kar sem zdaj govoril, kar se tiče grafena in organskih polprevodnikov. Erika Tomšič se ukvarja mlada raziskovalka z temi sandvič strukturami. Rao Pati je naredil eksperimente z mešanco organskih polprevodnikov in grafena. Maniša Čikara pa se ukvarja z začetnimi fazami rasti organskih polprevodnikov na grafenu. Seveda zadeva je nastajala in še nastaja v povezavi z raziskovalnimi skupinami v Franciji, Italiji, Nemčiji, Švedski, Belgiji, Danski, ZDA in v Španiji. In na koncu moram brez dvoma omeniti financerje, brez katerih ne bi bilo nič. Tukaj je v prvi vrsti zaslužna javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki nas financira skozi raziskovalni program, raziskovalne projekte in seveda program mladih raziskovalcev. Imeli smo nekaj projektov, jih še imamo z programa Flagera in Evropske znanstvene fundacije in seveda posebej smo pa veseli, da smo že dolgo več let pridruženi člani največjega evropskega projekta z področja grafena, to je Graphene Flagship.
Omenili ste torej 3 vaše nekako ideje, vizije, kako bi lahko povezali dvodimenzionalni material grafen s polprevodniki, organskimi. Kateri od teh 3 se je nekako izkazal za najboljšega oziroma najboljšo idejo? Jaz mislim, zdaj tako, ta zadnja ideja s transportom naboja v navpični smeri ne bo prinesla nobene izboljšave ne grafenov, ne organskim polprevodnikom, je pa ideja, s katero lahko natančno opisujemo energijska stanja v organskih polprevodnikih, kar tudi je pomembno za izdelavo novih elektronskih naprav z teh materialov. Od onih 2 bi pa rekel, da upam, da bo ta optimizacija šla naprej, je ta mešanica z nanodelci grafena zelo obetavna. Tukaj gre zdaj za bazično znanost, za res čisto. Ja, to je precej osnovno, ampak kot rečeno, s primerno angažmajem na področju optimizacije bi lahko naredili recimo napravo, kot sem jo prej omenil, se pravi integriran fotodetektor in logiko za svetlobo. Ja. Recimo, koliko korakov vmes je še do tega, da bi to dejansko lahko nekako užili, videli to aplikacijo tega? Ja, zdaj, kako rečemo o tem, technology readiness level, TRL. Če je to TRL 2, 3, in je TRL 10 komercializacija, je kar nekaj korakov še vmes, od tukaj najprej moramo to zoptimizirati, da bo tisti tranzistor se vklapljal tako podobno kot tisti brez grafena, in pol je treba to stvar narediti tako, da bo stabilna na atmosferi in jo treba enkapsulirati, in pol, ko je to urejeno, je treba ugotoviti, katere procesi so pomembni za to, da se to da narediti v 10.000 kosih. Zdaj smo res do potankosti slišali recimo o vseh teh 3 idejah, ampak kako bi nam recimo, bi rekla, kar prodali, da je ta ideja res dobra, da je boljša recimo kot do zdajšnje ideje, recimo, da to res lahko nek investitor zastriže ob tej novi rešitvi? Ja, zdaj to je zelo hudo vprašanje, ker jaz zdaj nekaj bi lahko obljubil, ne vem pa, če je to izvedljivo. Mi nismo nikoli se ukvarjali z tem upscalingom, tako da jaz mislim, da prednosti tega to je all organic tehnologija, prednosti nekaj smo jih že omenili, se pravi velike površine, relativno cenena in enostavna izdelava, tudi te grafenske nanodelce zdaj lahko kupite, naš prijatelj Rune iz Abalonixa na Norveškem jih dela v količinah po 100 kg, tako da to v resnici je ena možnost, da pridemo do relativno cenene in enostavno izvedljive rešitve z organsko logiko na foliji. Še nekaj vprašanj v zvezi z grafenom, ampak še to me zanima kot nek čisti laik. Danes se govoriva res o zelo, zelo majhnih dimenzijah. Ja. Kako izgleda vaše delo v laboratoriju? Kakšnimi napravami operirate? To je izjemno, izjemno precizno. Ja, vse nekaj smo že videli. Tista naprava za manipulacijo nosilcev. V bistvu ključnega pomena je optični mikroskop, zato da lahko vidimo tukaj, kje je grafenski sloj. Zdaj, če nas zanima, kaj je na tej površini, gremo v mikroskop na atomsko silo, da vidimo, kaj se tam dogaja na tej nanoskali, pa še nižje. Pol so pa metode, ki so bolj, kako bi rekel, poprečne, v smislu, da recimo z rentgenskim uklonom vi posvetite en večji kos kristala, vendar dobite zelo natančno informacijo o tem, kje atomi so. Tako da mi imamo to srečo, da na Univerzi v Novi Gorici imamo v resnici izjemno bogat nabor teh karakterizacijskih metod, od vrhunskih elektronskih mikroskopov, tukaj jih nismo kazali nič rezultatov, ampak z njimi lahko tudi zelo natančno opišemo, kje atomi so in kakšni so, do difraktometrov, do laserskih spektrometrov, tako da, kar se tega tiče, smo kar dobro opremljeni. In kakšno je delo, ko je človek 10 ur na ravni na skali atomov
in potem pride nazaj v realni svet metrov. Ja, saj smo skozi v realnem svetu, ker nismo, saj atomov ne vidimo. Vem, ampak tako mentalno, recimo, da človek razmišlja o atomih večino svojega delovnega časa. Pač nekaj moramo razmišljati. Ne bi bili atomi, bi bilo pa ne vem kaj. Tukaj le omenjate grafen, flagship, med drugim, a ne, to je o grafenu, takrat, ko se ga je odkrilo, se je tudi Andrej Gajmi, na primer, zatrdil, ne, da to bo sprožilo gigantsko revolucijo, večjo revolucijo, kot je, na primer, povzročil aluminij ali pa katerikoli drugi material. Koliko so se zdaj te napovedi izkazale za resnične? Glede na to, da je Evropska komisija, Unija vložila res ogromno denarja, izbrala ta projekt kot enega izmed takih vodilnih, kamor je res namenila ogromno denarja. Se je to izkazalo za upravičeno? So te napovedi upravičene? Ja, kakor slišim, zdaj sta končani 2 revizijski poročili projekta, ne, in za vsak evro, ki je bil vložen, je prišlo 10 nazaj v Evropsko unijo, tako da kar se tega tiče, je to brez dvoma dober vložek. Tukaj je bolj za razpršitev na podjetja, ne, najverjetneje sodelujoča. Ja, seveda, v tem smislu, nove službe, novi produkti in v tem smislu. Se pa moramo zavedati, zdaj je grafen flagship v fazi 3, ne. Faza 1 in faza 2 sta bili namenjeni bolj ali manj bazičnim raziskavam, faza 3 je namenjena implementaciji in komercializaciji produktov in običajno je povsod v znanosti, ki privede do aplikacije, zmeraj tako, da najprej je izjemno navdušenje na področju bazičnih odkritij, kot je bilo z grafenom. In pol je nekaj časa zatišje, ker se dogajajo take nepopularne zadeve, optimizacija procesov, iskanje minimumov v faznem prostoru, ki so najbolj tudi cenovno ugodni in tako naprej, do komercializacije novih produktov. Ne. Recimo zdaj te nove televizijske naprave z organskih polprevodnikov, o tem se je govorilo, odkar se jaz s tem ukvarjam. Ne. Se pravi, ne bom povedal koliko let. Ne. Takrat so rekli, sigurno bomo zdaj naredili televizijo, ki jo bomo lahko zrolali ne. In je ni bilo, zdaj je. Ne. To vmes je minilo, tako da verjetno je imel profesor Gajm prav, tudi ker ni govoril o časovni skali. Bo pa sigurno to pomembno vplivalo na razvoj ostalih. Kaj pa aplikacija, na primer, gre bolj res v to elektroniko ali bolj, ne vem, v kakšni medicini, kakšne aplikacije tam, ki se recimo zdaj kaže kot najbolj take perspektivna področja, kjer bo prišel grafen v uporabo? Ja, zanimivo, da elektronika je verjetno še najmanj do zdaj pokazala, ker čeprav se je na začetku pričakovalo, da bomo ogromno nove elektronske naprave, več rezultatov daje zdaj grafen na področju materialov za ojačanje struktur, gradbeništvu, letalstvu, letalska krila, ne. Na področju raznih biosenzorjev, na področju tačnega dostavljanja zdravil, na področju baterij, zdaj dajejo kot elektrode v baterije, kar zmanjša maso baterij, ne. Tako da zelo raznolika, molekularna sita so tudi, se zelo dosti razvija, zelo različna področja uporabe iz tega čudovitega materiala izhajajo. In najverjetneje je Evropa, ker se je tako močno finančno tudi angažirala v tem, zdaj najverjetneje na prvem mestu po razvoju grafena. Brez dvoma. Tako na področju bazičnih raziskav, kot na področju produktov in tehnologij z področja grafena je Evropa vodilna, ne. Prav zahvaljujoč flagshipu, seveda. Še tole vprašanje, dr. Bratina, kako pa je zdaj, je zelo popularno vedno govoriti o okoljskem odtisu, ne? Materiali puščajo za seboj takšen in drugačen okoljski odtis. O teh, o katerih so se pogovarjala danes, organski polprevodniki, dvodimenzionalni materiali na čelu z grafenom, kakšen je okoljski odtis teh in kakšna je njihova recimo zmožnost reciklaže, recikliranja in ponovne uporabe? Ja, zdaj proizvodnja surovine, ne, se pravi grafena kot takega, ni ravno nedolžna, če govorimo o, ker namreč te laboratorijske dimenzije seveda niso primerne za tehnološke postopke, zdaj za tehnologijo elektronsko in sicer
grafen naredijo tako, da pride do pirolize plinov na površini nikla ali pa bakra na foliji, ne, in to je verjetno okoljsko ni ravno nedolžen proces, ne, ker imamo teh nosilnih plinov predvsem in tako naprej. Prav gotovo je manj obremenjujoče za okolje kot silicij. Kar se pa reciklaže tiče, pa pravzaprav ne vemo, ne, ker še nismo tam. Se pa tudi na tem en delovni sklop Flagshipa je posvečen tudi temu, kako se bomo grafena znebili, ko se bo ga treba, ker namreč ne morete kar zdrobiti. To so nanodelci, ki pridejo pljuča, rak zagotovljen, če pridejo, ne, skratka, to je zelo tudi, kar se reaktivnosti tiče, to je zelo lahko, zelo problematična zadeva, ne. Tako da na to nas še čaka. To so zelo težka vprašanja. To so težka vprašanja, ki pa niso puščena ob strani. Na tem se ogromno dela. In najverjetneje bo treba zadostiti tovrstnim vprašanjem, preden pride to kakšno javno rabo, ne? Ja, prav gotovo, seveda. To je treba rešiti. V redu, preden bom predala besedo publiki, se bom najprej zahvalila za vašo pozornost. Hvala lepa vam za udeležbo in da ste prišli. Hvala pa tudi tistim, ki ste nas spremljali preko video, oziroma bom takole rekla, tale zadeva se snema in tako, da bodo lahko tisti, ki so danes tukaj odsotni in jih stvar zanima, videli stvar tudi pozneje v spletni ediciji tegale predavanja, tako da bo vse možno videti znova in si pozneje še podrobneje pogledati, če kaj nismo razumeli na tej strani. Gospodu Bratini bi se najlepše zahvalila. En aplavz morda zanj. Hvala.